Člani kulturno-umetniškega društva Klati Vitez so že pred časom uredili del Barbove graščine na Veseli gori. Zgodbo, s katero oživljajo spomin na čas od 14. do 16. stoletja, pa so zdaj nadgradili še z ureditvijo grajske tiskarne s tiskarsko prešo po vzoru Gutenbergove. Ja, najprej bila to že dolgoletna želja, cirka 4 leta, pol mislim, da je ena dodana vrednost, za občino Šentrupert, za graščino Barbo na Veseli gori. Se pravi, z tega bo sledilo še delavnice, spomladi bomo začeli z še papirništvom, se pravi tako, da bomo reciklirali star časopisen papir in predelavali v nov papir, se pravi cela zgodba nova, ne samo viteštvo. Pol pa se pravi še reformatorji, ki so dali nam Slovencem tiskano besedo in se pravi slovensko besedo, ne samo nemško. Člani društva Klati Vitez se bodo lahko tako v prihodnje pobliže spoznali z nekdanjim načinom tiskanja. Se pravi tudi črke, svinčene in vse, tudi mi to zbiramo, fehtarimo okoli tiskarje, če kdo kaj ima, nam le prinese. Pol grafiko, se pravi tukaj je tako grafika povezava, se pravi vsi klišeji se dajo tudi ročno zdelati, če so jih včasih delali, jih pol lahko tudi danes. Tako da malo ročnih spretnosti, malo umetnosti in pol iz tega nastane zopet razstava lahko, in tako da je povezan se pravi s tiskarstvom ogromen stvari. V sosednjem prostoru pa so postavili na ogled nekaj starih, a za slovenski narod pomembnih knjig. Med njimi je tudi prevod Slave Vojvodine Kranjske. Slovita mojstrovina barona Janeza Vajkarda Valvazorja je edino delo od obdobja protestantizma do 19. stoletja, ki opisuje življenje navadnega Slovenca, poudarja urednik prevoda in vodja projekta. Uradno to je 15 knjig vezanih v 4 dele in Valvazor je podpisal Kranjsko, se pravi današnjo Slovenijo minus brez Štajerske pa Koroške, s pomočjo medicine, topografije, geografije, teologije, botanike in pač polihistorsko delo. Tako da je to enciklopedija 17. stoletja, se pravi not je vse, kar je takrat bilo na Kranjskem. Je v bistvu zelo zanimiva, ker lahko v njej najdemo in čudovite literarne orise, tehnične opise, naprimer idrijskega rudnika, not so pesmi, not so dokumenti, pisma, ki so zdajle prvič prevedena, v bistvu originali prepisi so se že zdavnaj izgubili. Knjiga je v bistvu tudi pisana, kot potopis, not so, to vsi poznamo, bajke, zgodbe, moralke, anekdote in tako naprej. Tako da je enciklopedija, ki se bere od prve do zadnje strani. Zanimiva je tudi zato, ker jo je napisal v prvi osebi in poleg opisov med drugim vključuje tudi svoja razmišljanja. Valvazor je imel svojega urednika, pa so avtorja Erasmusa Franciscija. In ko sta tam pisala pri Cerkniškem jezeru v prvem delu, opisujeta Cerknico, jasno prideta tudi do čarovnic in tako naprej, Valvazor pač napiše, da se mu zdi, da ni čarovnic. In ko je poslal ta svoj tekst v pregled uredniku, urednik je bil zelo vraževeran, je urednik napisal pripombo, pač se on s tem absolutno ni strinjal, gor dol in poslal vse skupaj nazaj Valvazorju. Valvazor je tisti prebral, se spet ni strinjal z njim in sta se tako šla. In tako da dejansko zdaj v drugi knjigi, kjer je eno poglavje o čarovnicah v Cerknici, se pravi ena stran, se nadaljuje to z več kot 35 strani polike med urednikom in avtorjem. V bistvu kot neka pisma bralcev, kjer se skregata in tako. No, ampak to še ni konc. V tretji knjigi, kjer se spet pri topografiji nahaja Cerknica, sta po opisu Cerknice ugotovila zgleda, da se še nista čisto do konca zmenila in je bilo krasno tam nadaljevati. In tam nadaljujeta še 55 strani s to svojo polemiko. Sicer pa zbirka knjig v Barbovi graščini poleg Valvazorjevih vključuje tudi druga dela. Po ostalih, se pravi, mizah so pa stare knjige, se pravi, nekaj je mojih, nekaj je društvenih, nekaj je od članov, ki imajo te knjige doma in so jih pač dali zdaj na ogled, tako da še ljudje malo pogledajo. Obenem pa, če se komu kaj vala, kakšna knjiga doma, pa da ne ve kam z njo, smo tudi veseli, če dobimo kakšno v našo knjižnico, jo bomo dali na displej, da si jo lahko vsak tudi pogleda. Ker iz tega, se pravi knjižničnega dela,
imamo namen tudi nekako kakor čitalnico pripraviti, tako da si lahko ne za izposojo, ampak lahko vsak pride in si ogleda določeno knjigo. Najstarejša na ogled postavljena knjiga izvira iz leta 1802.